Dober večer. Dober večer, danes evo vsem skupaj vas prijazno pozdravljam. Vsi tisti, ki ste se pridružili k nam tudi na Ramblu v live, ki nas boste spremljali, ko bomo po tem večernem programu zavrteli tudi film. Dobrodošli. Če pa se želite vključiti, pa pač aktivirajte Zoom in se nam pridružite v live, če želite kaj napisati, sodelovati aktivno, kaj povedati. No, evo, in danes takole izgleda tale naš spet knjiga, 30 strani, veliko. Upam, da ste uspeli kaj prebrati, tale naše poročilo. Veliko novega je zajetega noter, veliko zanimivega in potem danes, na ta 16. november 2024 vas vse prijazno pozdravljam, želim prijeten večer v naši družbi in upam, da se bomo imeli dobro, da se bomo kaj novega naučili. In tako kot ponavadi, seveda se najprej zahvalim naši Teji za čudovit zapisnik ponovno, pa bo, mislim, kar najboljše, da se kar pridružimo. Bom jaz tole poskušal zdaj tukaj deliti, tale okenček naš in da gremo skozi, na 184. Zoom. Vidite, dobrodošli, dober večer, in da bomo najprej formalno zadostili vsem tem našim stvarem. Če si kdo želi prebrati naše novice, ima tukaj QR kodo, kjer se mu bodo v mobilni napravi seveda link odprl in lahko prebere vse, o čemer poročamo, o čemer želimo informirati ožjo in širšo javnost, predvsem pa informirati naše člane o novih stvarih, ki se dogajajo okoli nas, na katere nismo toliko pozorni, kot bi lahko bili. In v tem nocojšnjem izbranem večeru, seveda tukaj imamo tudi možnost še drugih stvari pregledati, Zoom arhiv, deklaracija, potem so jasno tukaj linki, ki jih lahko priklikate še malo. In gremo nocoj na program srečanja, 184. srečanje Društva za srečno življenje Belis. Dober večer še enkrat vsem skupaj in tukaj imamo pregled zapisnika, upam, da ste ga pregledali, prelistali in če ima kdo kakšno pripombo, lepo prosim, naj pove sedaj. Tukaj v prostoru, ima kdo kakšno pripombo na zapisnik? V redu, pravijo, da je v redu, pripombe ni. Pri vas se strinjate z zapisnikom, je v redu? Bi kaj spremenili? Prav, ni pripombe na zapisnik, torej hvala lepa, tudi ta zapisnik bo šel v naš redni društveni arhiv, kot zaznamek časa, v katerem smo obravnavali določeno temo, ki ima seveda določene družbene posledice. V programu nocoj, spoštovani člani, spoštovani podporniki in vsi, ki nas spremljate, bomo obravnavali novo gospodarstvo ali klik aktivizem in semiokapitalizem, hibridna figidnost. Veste, to je zelo zanimiva tema, mogoče marsikomu nekaj novega, ampak cel nocojšen večer se bo do samega zaključka vrtel okoli te tematike. Torej več o tem kmalu, ko bom jaz podal to tematiko. V drugem delu bo potem predsednica društva Eveljana Belis imela Vem, da vem, duhovna resničnost za osvoboditev duše, kajti dušo nam prikljapljajo na čist nenavadne reči, tako malo po malo, tako kot smo leta 2020 ob začetku pandemije rekli, kuhajo nas počasi, ampak voda je zdaj že postala precej vroča. Vendar je še čas, da izstopimo iz te napol vrele vode že skoraj, To bo več o tem povedala Eveljana in pa v tretjem delu danes res zanimiv film, in sicer dokumentaren film Hipernormalizacija z glavnim naslovom Vedo, vemo,
lažejo. Skozi 50 let zgodovine bo seveda tukaj prikaz od začetka, kako se je v bistvu ta hipernormalizacija začela, do klik aktivizmov, o vsem tem, kar bomo govorili že tudi nocoj, sicer bolj v slovenskem smislu sem jaz pripravil, kako to pri nas funkcionira za naše področje. Film je pa seveda usmerjen v globalni prikaz, kako so globalno zadevo konštruirali, kako je zadeva nastajala, kje, v katerih področjih zemeljske oble in kako se je potem seveda vse to skupaj širilo, kam se je širilo, zakaj je temu tako. Skratka, videli bomo 2,5 uri film performance, kjer se nam bo marsikaj razodelo in marsikaj odkrilo. Preden pa jaz začnem, samo še takole, v nadaljevanju imate tudi druga sporočila in pa razširjen del za klik aktivizem. Toliko bi jaz imel za uvod. Seveda, zdaj pa preden začnemo, povabim Mojco, je obljubila, da nam bo na začetku dala eno duhovno misel. Tako da, draga Mojca, jaz sem s tem uvodnim delom predstavitev, o čem se bomo nocoj pogovarjali, tebe pa prosim za blagoslov, da bo zadeva dobro tekla. Beseda je tvoja. Najlepša hvala za to izkazano čast in da lahko prispevam neko dobrobit. In sicer to je molitev Bahá'u'lláha iz skritih besed, jaz sem jo pa uglasbila. Upam, da boste uživali, da nisem poglobljene besede. Hvala. O sin biti, o sin biti, o sin biti, o sin biti. Moja ljubezen je moja utrdba, moja ljubezen je moja utrdba. Kdor vstopi vanjo, je varen in brezskrben. Kdor vstopi vanjo, je brezskrben. O son of being, O son of being, O son of being, O son of being. Kdor se obrne proč, skreni v boj iz poti. Kdor se obrne proč, bo pogubljen. Srčna hvala za tole, draga Mojca, za globoko sporočilo. Kar si povedala, nosi globoko resnico. Tako da ostanimo v sebi, ostanimo v ljubezni, ostanimo sebi zvesti, kajti kdor se obrne proč, Bo pogubljen. ja, niti ne vemo, kaj sledi. Ne vemo, kakšen je ta pekel. Hvala lepa. Ja. O, Blanka, dober večer. Živijo, je kaj novega pod nebom? Ne, v redu. Ne bi vedela, da je kaj novega. No, fajn. Jaz sem... Aha. Dobro. No, jaz sem za nocojšen večer pripravil zanimivo tematiko. Upam, da boste uživali. Imenuje pa se Novo gospodstvo. Klik aktivizem ali z drugo besedo dodatno semiokapitalizem ali trženje z našimi podatki, če hočete, a ne? Ali pa hibridna figitalnost. Če daste namesto F od spredaj D, boste dobili hibridna digitalnost, ampak to se zdaj po novem imenuje hibridna figitalnost. Ampak,
da boste vedeli, o čem govorimo, bi jaz pred pričetkom morda za vse nas povedal te nove izraze, te nove pojme, ki jih je treba seveda najprej pojasniti, razložiti, kaj pravzaprav pomenijo, zato da boste lahko sledili nocojšnjemu sporočilu. Pa bi najprej se lotili besede semiokapitalizem. Torej, to je izraz, ki opisuje ekonomijo in družbo. Kapitalistični sistem je v tem izrazu prepleten z obsežno uporabo informacij, znanja, raznih simbolov, srčkov, klikov, smeškotov in takih raznih drugih simbolov, ko včasih brskamo po teh simbolih, da iščemo ustreznega za našega prijatelja, prijateljico, ali pa samo simbol kot odgovor na naše čustveno stanje v zvezi s povedanjem. Gre za signifikantne enote. To se imenujejo semiotike strokovno, zato se temu reče semiokapitalizem, kar iz naših čustev tržijo ta novodobni kapitalizem. Gre za pojav, kjer se procesi, glejte, produkcije, izmenjave in ustvarjanja vrednosti so povezane prav z informacijami in s temi medijskimi vsebinami, ki nosijo te simbole, ki nosijo v bistvu ta pomen simbolov na izdelkih. In kaj se zdaj v bistvu tukaj noter dogaja? Problem je v tem, ker je to namesto s fizičnim proizvodom ali materialno dobrino povezano z digitalno oznako. Torej, v semiokapitalizmu je najpomembnejši vir vrednosti in kapitala ustvarjanje, distribucija in manipulacija z informacijami. In te informacije so ključne za sodobno gospodarstvo. Torej, toliko o tem izrazu. Potem imamo pa hibridno figitalnost, to je pa prepletanje fizičnega, to se pravi analognega sveta, v katerem živimo, in digitalnega sveta. Gre za stanje, kjer se fizične izkušnje, naše fizično življenje in digitalne tehnologije povezujejo, medsebojno dopolnjujejo in to omogoča neke nove oblike, neke nove interakcije, ustvarjanja in zaznavanja. Samo trenutek, da jaz tule našim članom. Tukaj še dam na zaslon zaradi lažjega sledenja. Takole, evo, da se bomo videli. Je v redu zdaj? Ok. Glejte, ta pojem izhaja iz besede fizikalno in digitalno, pri čemer pomeni, da ni več neke jasne meje med tem, kaj je fizično in kaj je digitalno. Zgubljamo malo tla pod nogami, ne? In v tem, kar je hibridna figitalnost, pravzaprav se izraža v primerih v virtualnih objektih, ki jih uporabniki doživljajo v fizičnem okolju preko razširjene resničnosti. Zdaj veste, da je ta AR, integracija digitalnih orodij vsakodnevno v življenje, pa vzamemo pametne telefone ali pa prenosljive oziroma nosljive naprave, ki jih nataknemo takole na nos, in gremo v nek drug svet. Zbežimo iz realnosti v digitalnost. No, temu se reče hibridna figitalnost. Hibridna figitalnost, ki nima nobene veze z realnostjo. Potem je pa tretje, o čemer bomo nocoj govorili, klikaktivizem ali pa kliktivizem, no, krajše. Je pa izraz, ki opisuje aktivizem, ki se izvaja predvsem preko interneta, čisto z enostavnimi dejanji, recimo podpisovanje spletnih peticij, to smo vsi delali, deljenje vsebin na družbenih omrežjih, klik, pa je deljen, in pa mogoče podpora spletnim kampanjam in raznim drugim rečem. In čeprav lahko klikaktivizem poveča neko ozaveščenost, ljudem poda informacije, recimo se srečujemo z pomembnimi družbenimi vprašanji ali pa jih kritiziramo zaradi pomanjkanja globlje angažiranosti konkretnih dejanj v resničnem življenju, kar tudi klikaktivizem je. Je klik, včasih človek samo navidezno klikne, niti ne prebere, niti se ne poglobi, niti pravzaprav ne ve, kam cilja informacija in se to širi. In ta pojav, veste,
se pogosto obravnava kot pasivna oblika aktivizma. Pasivna oblika aktivizma pa je takrat, kadar se posamezniki vključijo v podporo določeni zadevi samo s klikom in deljenjem, ne pa s konkretnimi dejanji in ne z osebno udeležbo na terenu. To je tako imenovano zdaj moderno klik aktivizem. In zdaj te tri izraze, da boste takole, kar sem jih pojasnil, da boste lažje sledili zdaj skozi to nocojšnjo tematiko. Torej, simbolni kapitalizem ali semiokapitalizem in novo gospodstvo, recimo, da jo imenujemo hibridna digitalnost in vpliv na slovensko mladino. To nekako bo skozi tematiko se nocoj prepletalo. Torej, ugotovili smo pri definiciji teh besed, da se soočamo z izrazito prepletenostjo fizičnega in digitalnega prostora v našem vsakdanjem življenju. To pa ustvarja nove oblike družbenih odnosov, novo obliko gospodarstva in seveda tudi s tem tudi nove izkušnje. In stanje lahko preprosto označimo tudi kot hibridno digitalnost in to je postalo ključni element sodobne kapitalistične produkcije in sodobnega potrošništva. Sploh ne rabimo več v trgovino, vzamemo meter, si izmerimo stvari, odklikamo številko, odklikamo ceno, pišemo naslov, bančno kartico in nam prinesejo na dom. In tako je, ne? In v tem kontekstu se vse bolj uveljavlja ta pojem semiokapitalizma kot nova oblika kapitalizma, ki temelji na produkciji, distribuciji in izkoriščanju informacijskih in simbolnih vrednosti. In največ kapitala imajo ta družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter, vsa ta družbena omrežja, ki se pač pojavljajo skozi to obliko. Borijo se za naš čas, za našo naklonjenost in več časa, ko preživimo, seveda več denarja dobijo. In v tem večeru nocoj, spoštovani člani, spoštovani vsi, ki nas spremljate in tukaj prisotni, bomo raziskali, kako ta razvoj vpliva na slovensko mladino in kakšne so njegove posledice, pa ne samo na mladino, tudi na nas, bodimo pošteni, na identiteto nas samih, naših otrok in pa kam v prihodnosti nas lahko to pripelje, to potrošniške navade ter družbena angažiranost, predvsem pa na prihodnost, ne? In zdaj, če pogledamo kliktivizem kot paradigmo sodobne družbe in umetnosti. Za vse tiste, ki ste se sedaj malo kasneje pridružili, bi povedal pravzaprav v eni sliki na platnu, o čem govorimo, ne? Samo toliko, da boste lažje razumeli. Če se postavimo v nek čas nazaj, kjer je bila umetnost dosti bolj realna, kjer se je slikalo hišo, človeka, rožo, sadje, karkoli realnega, je človek to sliko znal opredeliti, tudi ovrednotiti in tako naprej. Skozi čas, skozi družbene spremembe se pa je začelo pojavljati pravzaprav neka novodobna umetnost, ki nas pripelje v neopredeljeno, ne? In slikarstvo, abstraktno, recimo, da dobite vabilo od vašega prijatelja, prijateljice, ki je umetnik abstraktne umetnosti, pa greste, seveda se imate fajn, malo popijete, pojeste, pogledate slike, ampak nobene ne razumete. Nobene ne znate oceniti, kaj je na kakšni sliki. In tu smo zdaj v tej novi dobi semiotizma, kjer dejansko samo lastnik, samo tisti, ki to naredi, zna to zadevo opredeliti, če jo zna, oceniti, če jo zna, in seveda skozi tako življenje pravzaprav zdaj gremo, da se družimo pred stvarmi, ki jih ne razumemo, ali digitalno, ali fizično. Včasih smo znali stvari trdno razumeti, videti, oceniti, danes je to vse pomešano s performansi, tako imenovanimi predstavami, ki so nedoločljive, ki so nepredvidljive in nerazumljive. In manj kot ljudje razumemo, seveda iščemo svojo podstat, bolj sledimo množici, ker smo sami v sebi izgubljeni. In to je namen tega, o čem se bomo nocoj pogovarjali, tako da boste razumeli, o čem sploh govorimo. Seveda so specifični izrazi,
Na začetku sem jih razložil, tako da bomo lažje sledili. A veste, in ta fenomen, ki sem vam ga zdaj opisal, združuje številne koncepte, recimo kot so hiperaktivizem, klik komunizem, klik gospodarstvo, klik kapitalizem, klik digitalnost, klik hibridnost. To lahko bi še naprej klikal, ne? Kaj pa vem, klik financiranje, klik plačevanje, klik demokracija, klik siromašenje, klik zeleni prehodi, klik zakonodaja, a vam še kaj naštejem? Ne? A veste, dragi moji, zdaj smo mi v taki dobi, ko je vse na klik. V primerjavi z realno umetnostjo, pa tako kot sem rekel, recimo Leonarda da Vincija, v sodobno abstraktno umetnost, ne, kliktivizem ponuja zanimiv pogled v prepad med temi našimi tradicionalnimi vrednotami in sodobno površinskostjo. Ne? Ker klik aktivizem je sodobna površinskost. Zato se nam na tem prehodu iz tradicionalnega, zdaj bom povedal eno besedo, ki je pač nimam rad, ker jo je Trump uvedel takrat, warp cepljenje, ne? To je letenje s hitrostno svetlobo. Imamo zdaj iz normalnega klika, gremo v warp klik življenje. Blazno hitro, ne dojemamo več te hitrosti. Ne? Če pogledaš skozi okno, vse samo frči mimo tebe. Se spreminja družbeni utrip in temu rečemo klik utrip ali pa warp utrip. Pa dajmo nocoj pogledati, kako je to videti v nekaterih segmentih družbe. Ok, predlagam najprej klik državljanstvo in klik politiko. Klik državljanstvo pomeni novo obliko digitalne pripadnosti, kjer posamezniki svoje državljanske dolžnosti opravljamo kako enostavno, s klikom in spletno interakcijo in vsi nas vabijo, kliknite tu, kliknite tam, podpisovanje peticij, glasovanje prek spletnih platform in izražanje mnenj v komentarjih. Ne? Čeprav, bom rekel, to odpira sicer nek fantastičen prostor, ker lahko doma ne rabiš na pot, ne rabiš čakati v vrsti, za širšo udeležbo dejansko ustvarja iluzijo angažiranosti. Ti doma klikneš in rečeš, aha, jaz sem svoj del opravil. V bistvu gre za iluzijo, da si angažiran. Gre za virtualen prostor. A veste, in to ostane v glavnem, se te stvari množijo in ostane vse na ravni klikov, brez konkretnega, praktičnega učinka. In klik politika temelji na podobnih načelih. Politične kampanje se vse bolj selijo v digitalne platforme in uspeh se meri, kako z viralnimi objavami, jaz temu rečem kar virus objave, zdeljeni z interakcijami preko interneta. In mi kot volivci, ne, sprejemamo odločitve čist na podlagi poenostavljenih, čustveno nabitih sporočil, namesto na podlagi poglobljenega razumevanja. Nimamo časa za poglobljeno razumevanje pri teh hitrosti in pri teh poglobljenih političnih programih, ki imajo pravzaprav vsak neko svojo izrazoslovje. To izrazoslovje smo v 5 letih že marsikdaj skušali razvozlati, kaj pomeni trajnostnost, kaj pomeni gibanje, kaj pomeni zeleni prehod, skratka, tako naprej. Naslednja stvar, ki bi jo z vami podelil, je klik financiranje in klik plačevanje. Torej, klik financiranje ali pa crowdfunding prinaša revolucijo v načinu zbiranja sredstev. A veste, odpre se neka nova ideja, nek nov produkt in potem naredijo klik financiranje. Če bodo ljudje se zanimali za ta produkt, ga finančno podprli, bo potem seveda avtor tega novega produkta imel finančne sposobnosti, da to pripelje v življenje. No, naprimer, tako je tale Teslov avto nastal. Dobil je financerje, ker je tale Musk predstavil nov električni avto in ljudje so dali po 50, po 100, po 300 tisoč ali pa tudi po par milijonov dolarjev mu, a ne? In na koncu seveda je zamujal za 6 mesecev in podražil vsakemu za $6,000, ker se je precenil v prvi vrsti in je skoraj firmo izgubil takrat. Tako da tole klik financiranja je v redu, če je stik z realnostjo, če pa gre samo za pobiranje sredstev, je pa seveda lahko živ nateg, izguba financ in pa sledi zapor za tistega, ki je pač dal tako, bom rekel, ponudbo, ki je ni mogoče realizirati v obljubljenem času in narediti izdelka, za katerega je pač dal človek obljube.
Potem se pojavljajo v tem klik financiranju in klik plačevanju platforme, kot so Kickstarter, GoFundMe, a ne, financiraj me, a ne, potem to je tako imenovano enostavno zbiranje prek mikrotransakcij in množica ljudi prispeva majhne zneske oziroma po želji. To je recimo neka demokratizacija financiranja, ampak ustvarja, kot sem že prej povedal, tudi izzive in velikokrat uspešnost teh kampanj za te izzivalce, ki to grejo na ta marketing kot dejansko vrednost projektov in lahko se zelo tragično konča. Seveda je klik plačevanje tudi lahko vzamemo z drugega vidika, kot so sistemi, se jih poznamo, gledajte, Android Pay, Apple Pay, PayPal in tako naprej. In te mikrotransakcije omogočajo stotinku sekunde obdelavo plačil. Gre zelo hitro, a ne? Ne rabiš v vrsti na banki čakati eno položnico, da ti stipka noter, kakor je na pošti ali pa pri trafiki, recimo. In seveda to gre zdaj vse v blazno hitrost. Spodbuja impulzivno potrošnjo, zmanjšuje pomen premisleka pri finančnih odločitvah, ker rečeš, aha, saj imam PayPal, to sam dam telefon gor ali pa kliknem, pa sem kupil. In človek ne razmišlja. Če pa držiš fizičen denar v roki, pa stojiš pred blagajno, se pa malo težje od tega ločiš, ne? Ker je druga navezanost, ker je v bistvu drug odnos, drug namen. Hkrati pa, gledajte, ta digitalna sredstva postajajo danes v tem času osnovni gradnik klik gospodarstva. In klik gospodarstvo nas pa pripelje v klik demokracijo in klik osiromašenje. Klik demokracija je moderna, ne? Our democracy, ne? To je njihova demokracija, s katero nas siromašijo. Obljubljajo nam svobodo, obljubljajo nam bogatstvo, mir, ne vem kaj vse. Hkrati nam pa jemljajo z računov, rubijo, siromašijo. In preden ti dobiš penzijo ali pa plačo, je že 3/4 je zginilo. Tako da, glejte, ta klik demokracija predstavlja digitalno izvedbo demokracije, kjer se odločanje in sodelovanje državljanov dogaja preko teh spletnih platform. Dajmo biti pošteni, saj je praktično, povečuje dostopnost, preglednost, ustvarja tveganje, tudi seveda manipulacije informacij, ko rečemo, ja, se šlo prek interneta, kaj pa vemo, kdor ima dostop do te platforme, ta v bistvu šteje glasove, ta šteje denarčke, skratka, ve se, da včasih je kdo tudi investiral v kakšno borzo ali pa v kakšno spletno, bom rekel, obljubo in na koncu vse zgubil zaradi tega, ker pač ni gospodar te baze podatkov in tega denarja, ki smo ga vložili recimo v neko investicijo. Tako da klik siromašenje opisuje posledice kliktivizma ali pa klik aktivizma, kjer digitalne interakcije zasenčijo dejansko materialno-socialno varnost. Dejanska socialna varnost je pa pač tista, kar imamo pri roki, takrat, ko to rabimo. Zdaj pa gre vse skozi algoritme, ki pospešujejo, bodimo pošteni, družbeno neenakost, ne, nas blokirajo, kratijo besedo, mnenja, skratka, vse je skozi algoritme našteto, ker digitalna ekonomija favorizira tiste in predvsem tiste, ki imajo dostop do virov in znanj, medtem ko vsi, ki tega znanja nimajo, so pa seveda ranljive skupine in ljudje, ki grejo na obljube, ki si reče, to bom pa jaz vzel, tukaj bo pa hiter zaslužek, take ljudi potiskajo še v večjo marginalizacijo, ker ljudje lahko v eni sekundi izgubijo kompletno premoženje. No, gremo naprej, naslednja točka. Ta točka se pa imenuje trajnostna, klik trajnostnosti ali pa klik zakonodaje. Tako da zdaj v klik zakonodajo implementirajo SDG, ne, Sustainable Goals, to je od United Nations, to se pravi od leta 2015, ko je bila pariški sporazum podpisan. Seveda je to se dogajalo že veliko prej, skrito. Pariški sporazum je samo vrh ledene gore, ko se je to začelo v bistvu vizualizirati in implementirati v zakonodajo.
In klik trajnostnih ciljev se nanaša na uporabo digitalnih orodij za promocijo ciljev trajnostnega razvoja. No, če rečemo SDG, a ne, v angleškem jeziku Sustainable Development Goals. In ti cilji, teh 17 ciljev, ki smo že o njih govorili, so tako dobro nastavljeni, da jim sploh ne moreš ugovarjati, dejansko se pa v praksi izvajajo čist reverzno, obratno, in ko govorijo o bogastvu, govorijo o revščini. Ko govorijo o hitrosti, govorijo o v bistvu zaviranju. Ko govorijo o poštenosti, govorijo o lažeh. In da ne naštevam. Torej, platforme, ki omogočajo ta tip lažnega ozaveščanja, zbiranja sredstev, vse veste, WHO zbira sredstva, Bill Gates zbira sredstva, United Nations zbira, vsi zbirajo sredstva, ne? Ja, vse to, kao naj bi pripomoglo k širjenju zavedanja o nekih globalnih izzivih, da je ta planet v nevarnosti, da ne bomo preživeli in ta strah se širi. Veste, zdaj z umetno inteligenco od leta 18 delajo umetno, vi pogledate, groza, strah in trepet, vse poplave, vse se dogaja, seveda se dogaja tudi v resnici, ampak bistveno manj kakor z umetno inteligenco, kjer delajo viharja namensko in v ljudeh vzbujajo strah in trepet in ljudje zgubljajo, seveda, ki se na te stvari ne spoznajo in to gledajo skozi telefon ali pa računalnik, tla pod nogami in rečejo, pa so res klimatske spremembe, pa res, mi pa res moramo zdaj to zakonodajo spoštovati, pa res moramo zdaj to delati, kar nam vlada reče, v bistvu je pa to en velik performance, en velik nateg. Pa naj mi reče kdo kar če. In veste kaj, gre za preveč klikanja in za premalo dejanj, gre za preveč klikanja in premalo dokazov. Vse se dogaja samo v naši glavi. Greš pa ven, pa vidiš lep sonček, vodica teče, ljudje so prijazni, kakor so. Ampak marsikdo pa tega več ne prenese. Pride v depresijo, apatijo, bolezensko stanja, psihološke motnje in tako naprej. In seveda zato se tudi odpirajo te zdravstvene ordinacije za uravnavanje naše psihe, ne? Ker tudi klik zakonodaja je trend in te zakonodajne spremembe so tako hitre, da jih mi več ne moremo slediti. Ne moremo več tega slediti. Ne? Predlogi dobijo digitalno razsežnost. Preveč je vsega. Javne razprave se odvijajo kar na platformah, ki niso urejene. To pa omogoča, bodimo pošteni, zelo hitro širjenje delnih informacij ali pa dezinformacij in zmanjša legitimnost in proces odločanja. Včasih je pa tudi samo odločanje in namen odločanja v celoti zavajanje in potrditev, bom rekel, teh SDG ciljev, ki nimajo nobene zveze z nacionalnim programom ali pa tistim, kar mi ljudje v Sloveniji rabimo. Ne? 72. člen Ustave natančno pove, kakšen je proces sprejemanja nacionalnega programa, ampak ga je globalni škorenj povozil. Naslednja točka je umetnost in tukaj v bistvu gre, mi živimo na odru sveta ta hip, ne? In prej, kot sem povedal, od renesanse do današnjega kliktivizma je umetniško delo rezultat dolgoletnega učenja, opazovanja narave. Vzemite samo klasičnega slikarja, ki se vse življenje ubada z razvojem, kako bo prikazal, kako bo naslikal, kaj bo naredil. To je v bistvu premišljen proces. In prava umetniška dela so univerzalna in kot taka seveda razumljiva širšemu občinstvu in tudi brezčasna. Zdaj pa živimo v času, ko se je ta brezčasnost obrnila na drugo stran, čist na nekam nasprotno. In pride sodobna, abstraktna umetnost, ki pa seveda temelji zgolj na subjektivnem izražanju. Vidite, tudi algoritem naredi en človek. Tudi Facebook je en človek sprogramiral, ki so ga potem sfinancirali, pa se je firma naredila. Tudi iskalnik so naredila sicer samo 2 kot idejo, ampak eden ga je sprogramiral, druga je pa reklamiral, propagiral. Na koncu koncev samo tisti, ki je algoritem naredil, ki je sliko narisal, tej sodobni umetnosti, če govorimo tako, je samo on tisti kot ustvarjalec, ki to razume, če na koncu razume, kaj sploh pomeni. In ta vrednost je umetno ustvarjena prek nekih tržnih manipulacij
in digitalne prisotnosti, ko govorimo o sodobni razpršeni umetnosti. In kliktivizem v umetnosti pooseblja prehod od tradicionalne umetnosti, ki smo jo vsi razumeli, jaz imam sliko tukaj v svoji pisarni rožice, vem, da so rožice, ne? Čudovito umetniško upodobljene, če bi bilo pa kaj drugega, pa bi že težko razumel, rože še nekako razumem. Ja, ampak umetniška dela se pa danes vrednotijo, a veste, ne več po obisku galerije, ampak po ogledu klikov, lajkov, srčkov, deljen, in to ustvarja hipertržno okolje. Ne? Hipertržno okolje, ker ljudje klikajo, vsak iz svojega kavča. In kvaliteta prepušča mesto na mesto realnosti, zdaj temu rečemo viralnost. Ampak še ta viralnost je naštimana, zato ker jo algoritem podari samo tistemu, ki se prikloni drugemu gospodu. Ne takim ljudem, ki razmišljajo malo drugače. In veste, razstave, te svetovne razstave, ki so, ne, umetniške, pevske in razne druge, ker čez noč postane video viralen, postajajo v bistvu tako imenovani prestižni družabni dogodki, kjer imajo samo nekateri dostop do tega. Od razumevanja umetniškega sporočila do tistih, ki ne razumejo in ne morejo zraven in se počutijo odrinjeni. In ta kliktivizem prežema vse vidike našega sodobnega življenja. Ne samo na internetu, ampak potem tudi se v praksi to odvija. Recimo od državljanstva, politike, financiranja, plačevanja. No, pri plačevanju ali pa financiranju nekdo ima bitcoine, pa je zdaj blazno bogat, nekdo pa jih nima, pa je zmarginaliziran. Recimo, do demokracije. Nekoga objavljajo na veliko, nekdo pa besede ne sme reči, pa mu odrežejo vsako misel, vsako mnenje. Do zakonodaje. In vse to odraža svet, ki se vse bolj premika od globine na površnost, površinskost. Na zlato škatlico z mašnico, ne veš pa, kaj je not. Medtem ko digitalne tehnologije v tem smislu omogočajo na nek način dostopnost in povezovanje, kar je res, hkrati pa ustvarjajo popolnoma novo obliko družbe, novo obliko izolacije, kjer se vse na koncu pri vseh zreducira samo na preprost klik. V primerjavi z umetnostjo, ki smo ga nocoj že omenili, recimo Leonarda da Vincija, ki je temeljila na univerzalnosti in premišljenosti, sodobni kliktivizem odraža, jaz bi takole rekel, paradoks naše dobe, v kateri živimo. Nikoli prej, dragi ljudje, mi nismo imeli hkrati toliko možnosti tudi za poglobljeni stik s svetom, kaj vse najdemo preko spleta. Ampak istočasno nikoli prej nismo živeli tako površinsko, kot živimo danes. In zdaj razumeti kliktivizem pomeni soočiti se, veste kaj, z nujnostjo dveh stvari, dveh svetov. Ponovnega iskanja ravnovesja med digitalno hitrostjo na eni strani in na drugi strani med zmožnostjo človeške poglobljenosti v tej zadevi. Vendar kliktivizem več ne zadostuje. Prišli smo v dobo varp življenja. Od klik zdravstva do varp družbe, do hitrosti k preobrazbi kompletnega človeštva, značaja, miselnosti. Veste, sodobna družba, ki jo poganja danes ta tehnologija in sodobni računalniki in želja po nenehnem napredku hitrosti presega koncept klik družbe, ki sem jo zdaj opisoval, in prehaja v fazo, ki jo zdaj imenujemo varp družba. No, to, kar sem opisoval, klik simbolizira sicer hitro, vendar površinsko interakcijo. Varp pa pomeni skokovito, revolucionarno, hitro, super napredno in transformira dejansko temelje družbene strukture, tako hitro, da niti ne dojamemo in so spremembe tukaj. In pademo v neko luknjo, iz katere se več ne moramo izkopati. V tem kontekstu nocoj razpravljamo o potrebnosti ali pa o nepotrebnosti varp
zdravstva, varb volitev, varb znanosti, varb bogatenja, a ne? Speed of science, kakor so rekli, kjer tradicionalni načini delovanja sploh več ne zadostujejo. In to preseganje hitrosti, speed of science, toliko za primerjavo povem, k popolni preobrazbi je pa ključnega pomena za prihodnost, kot nam govorijo politiki, kot nam govorijo IT tehniki in kot pač ta družba zdaj hiti. In zdaj imamo tukaj klik zdravstvo, ki je šlo v varp zdravstvo. Postaja realnost z razvojem telemedicine, spletnih posvetov, aplikacij za spremljanje zdravja, na vsakem koraku, zdaj imaš že v tenis copatih, imaš že obleko, kjer te spremljajo s čipi, še malo pa bo v glavi, a ne? In te storitve sicer, no, glejte, bodimo pošteni, če bi bil namen dober, ne? Omogočajo lažji dostop do zdravstvene oskrbe, nedvomno. Pogosto zadostujejo recimo za reševanje globljih težav. Znanost gre svoje naprej. Ampak klik zdravstvo, ki lahko hitro odgovori na potrebe posameznika, veste, pa se pogosto omejuje samo na simptomatsko zdravljenje in spet smo tukaj samo pri površinski diagnostiki. To pa več ni dobro. Tako da varp zdravstvo zahteva popolno prenovo zdravstvenega sistema in kot vidite, se dejansko vse ruši. Ker taka hitrost pomeni integracijo naprednih tehnologij, osebje, ki se na to razume, nekdo, ki je 6 let medicino študiral po klasični medicinski metodi in pride v to varp tehnologijo, zagotovo je izgubljen. Rabi še dodatnih 6 let, da se to tehnologijo nauči in da jo razume. Kot so recimo zdaj umetna inteligenca, genska terapija, robotika, personalizirana medicina, en kup novih stvari. In ker čakajte, varp zdravstvo se ne ukvarja zgolj s hitrostjo dostopa. Tle noter je skrito veliko več, ne? Z revolucionarno učinkovitostjo preprečevanja bolezni se ukvarja. Še pred njihovim pojavom, še preden se bolezen pojavi, ti že povejo, kdaj in kaj boš bolana, ne? Ampak, glejte, to je tehnologija. Povejo tudi, recimo, kako lahko regeneriraš poškodovane organe in prilagajanje terapij genskemu profilu posameznika in tako naprej, da se ne spuščam v to. Ampak toliko o zdravstvu in o tem varp zdravstvu, ki se ta hip dogaja v svetu. Potem je pa druga stvar, ki se pa tiče našega osebnega življenja in smo ga na vsakem koraku deležni, so pa varp volitve in demokracija prihodnosti. Nek klik volitve, o katerih smo govorili, pač kjer glasujemo preko spleta in se odločitve oblikujejo recimo na podlagi spletnih kampanj, so zdaj bili kot neka prehodna faza v politični evoluciji, ne? To smo najbolj priča od leta 2016, ko se je v Ameriki zgodila ta klik revolucija in spletne prevare, ne? In zdaj smo 2024, to se pravi 8 let kasneje, vse pa stvari blazno spreminjajo. Res, omogočajo recimo večjo udeležbo, poenostavljen postopek, ampak vse te tehnologije so ranljive za manipulacijo informacij, za kibernetske napade in na eni strani to, na drugi strani pa seveda z objavami, kot so na Facebooku, na Twitterju in drugih omrežjih, polarizirajo družbo, algoritmi tako, da ti dajo, ne vem, osebno sporočilo, ki tebi pisano na kožo. In potem se ti lahko doma že z svojo ženo kregaš pa z otroci, kdo bo koga volil. Tako nas delijo že v samem jedru, v sami celici družbe, ki je družina. Da ne govorimo, če prideš recimo na eno pijačo v gostilno, pa se pogovarjaš o politiki, pa koga boš volil, pa ne, ali pa v službi, bog ne daj, ne. Boljše biti tiho. Nam so rekli, ko smo prodajali recimo ene stvari, če prideš domov in recimo, da prodajaš sesalec, ne vem, to so bili oni sesalci, kako se jim je reklo, če se kdo spomni, ko so jih po stanovanjih prodajali, ne, tisti veliki, težki, ja, torej, 3 pravila, o čemer se ne smeš pogovarjati, o politiki, o veri in športu, ker ne veš, za koga navija, ne veš, koga bo volil, a ne, in tako naprej. In kakšne vere je človek. To so 3 stvari, o katerih se ne smeš pogovarjati. In prav tako tudi tukaj, ne. Recimo, varp volitve pa presežejo te omejitve z uporabo blockchain tehnologije, kjer zgolj tehnično, brez čustev, brez misli, brez vsega,
in gre za čisti volilni glas, ne, za transparentnost. Hkrati pravijo, da je blockchain tehnologija tudi brez možnosti ponarejanja glasov in umetna inteligenca potem naj bi to pošteno analizirala. Milijarde podatkovnih točk za predlaganje politik, na katere smo mislikom pritisnili. In tukaj se odraža potreba prebivalstva. In to je v par sekundah narejeno, ne. Tako da pri varni demokraciji, gledajte, če tako pogledamo pošteno, ne gre samo za hitrost odločanja, temveč za ustvarjanje sistema, ki omogoča globoko in vključujočo participacijo na eni strani, na drugi strani pa potem, gledajte, stroj sprejema resnično informirano odločitev, če seveda se posredno v njega ne posega. Posega se pa velikokrat zaradi takih in drugačnih interesov. Potem imamo pa tukaj še varp bogatenje kot nova ekonomija. No, to je zelo zanimivo. Klik bogatenje simbolizira digitalno ekonomijo, ki poleg te demokracije in vsega tega, kar smo opisali, omogoča, da ti čez noč obogatiš. Kar čez noč postaneš milijonar. To, ko dobite, recimo se vam odpre časopisni članek, ja, v enem tednu sem zaslužil 6.000 evrov, v enem letu sem zaslužil 280.000 evrov, tole poklikite, pa je Amazon, pa prekupčeva. Skratka, klik bogatenje, kopičenje bogatstva pri teh platform, kot so družbena omrežja, kriptovalute, spletne trgovine. In ta model, veste, dejansko spodbuja neenakost. In zakaj? Ko smo mi bili zaprti v času pandemije, so se mala podjetja zaprla, velika podjetja pa še bolj bogatela, zaradi tega, ker so ljudje, kaj so naredili? Od doma so klikali po Amazonu, od doma so klikali na Microsoft, od doma so klikali na spletne trgovine, ki so bile odprte, ki niso rabile biti zaprte, a ne? Poleg tega, da so bili tudi vsi supermarketi odprti, vse manjša podjetja so pa zaprli zaradi konkurenčnosti. In tukaj so nam zrušili vso mikro in srednje gospodarstvo. In ta model spodbuja dejansko neenakost, ker kjer bogati postajajo še bolj bogati, bogati še te bolj bogate, medtem ko se pa prepad med sloji, med srednjega družbenega sloja sploh več ni. Si je samo reven ali pa samo bogat. In ta vmesni družbeni sloj, ki je povezoval ta oba, zginja počasi. Zdaj, vrap bogatenje bi pomenilo popoln premik v paradigmi bogatstva od, gledajte, individualnega kopičenja k skupnemu ustvarjanju vrednosti. In tukaj zdaj nas hočejo najprej narediti vse revne, zato pomagajo revnim. Revščino odpravljajo tako, da jo ustvarjajo. In tle je ta problem napredne tehnologije, kot je umetna inteligenca, ki bi omogočila pravično redistribucijo potem teh virov, ker ti moraš najprej vse zgubiti, da začneš znova. Ker dokler nekaj imaš, s tem lahko operiraš. In s tem ustvarjajo tako imenovano neko novo ekonomijo, kjer bi, kako se reče, če prosperiraš, ta prosperiteta bi temeljila na dostopu znanja, na dostopu do tehnologije, naravnih virov, namesto na tržni manipulaciji starega izvora. Pogajanjih. Greš v trgovino, se spogajaš, plačaš, kupiš, tega več ne bo. In zato uvajajo tudi socialni demokrati v Sloveniji socialne točke. Zdaj, jaz sem se vprašal za nocoj, ker počasi zaključujem to tematiko. Želel sem vam predstaviti stvar, upam, da ste razumeli, o čem sem govoril, kam pelje ta svet, kako se proti temu boriti, kaj storiti, kaj narediti. Kakšen ščit postaviti. Sodobni svet ne potrebuje zgolj hitrih rešitev, ampak seveda potrebuje, dajmo se strinjati, celovito preobrazbo, pošteno preobrazbo, ki pa mora preseči trenutne omejitve teh sistemov, ki ne funkcionirajo več. Niti stari sistem ne funkcionira, novi pa toliko manj. Mi smo zdaj v neki sivi coni. Recimo, klik zdravstvo, klik volitve, klik znanost, klik bogatenje. To so koraki,
ki vodijo le v klik smer. A takšen klik domet je, kot smo videli, zelo omejen. Ni človeški. In warp družba pomeni, da hitrosti ne dojemamo kot cilja, nam je to predstavljeno samo kot orodje za doseganje globoke in klik trajnostne preobrazbe. Če pa je nekaj orodje, pa pomeni, da porabim kolo za pot od A do B. V A sem se namenil, uporabil sem orodje kolo do B, ampak na cilju B potem realiziram stvari in ta realizacija manjka, te realizacije ni, zato smo vedno vsak dan bolj izgubljeni. Kjerkoli hočeš doseči na končnem cilju z nekim dopisom, s fizičnim obiskom, kamorkoli prideš, ne dosežeš ničesar, zato ker nasprotna stran sploh ni pripravljena na debato, na diskusijo, ker ne more biti, ker je vse fake, ker je vse virtualno. V praksi se sploh ne da več nič urediti. Ste to opazili? Verjetno, da ste. In jaz bom takole rekel, če imate pred očmi nek fantastičen film, znanstveno fantastičen film recimo, ki napoveduje warp drive, torej govorimo o vožnji, ki presega svetlobno hitrost, ki obljublja takojšen preskok iz enega prostora na drugega, se mi skoncentriramo zdaj samo na to hitrost. Ampak če tako pogledaš, družbene sisteme, ki pa presegajo omejitev te sedanjosti, te hitrosti, s temi reklamami in s temi propagandnimi plakati na vsakem času, na vsakem koraku, ki jih srečamo tudi v mestih, ki naslavljajo te izzive 21. stoletja, ki kažejo klik 5G, Wi-Fi kot pot, ki bo resnično napredna, najboljša, ampak samo pot, ne? Kaj pa bomo s to potjo dosegli, kam bomo prišli? Tle si je treba zastaviti pa ključen cilj, da pot ne bo le hitra, da pot ne bo le varna. Obljubljajo nam ob tej hitrosti predvsem ključne stvari, pravičnost, vključenost in trajnostnost. Ampak tega ni. Rezultatov nikjer ni, vse propada, vse pada, vse je fake. In to je to, kar bi jaz za nocoj povedal. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Bi pa mogoče samo še to povedal za mladino, zlasti v Sloveniji, ki odrašča v tej digitalni dobi, je ta prehod v semiokapitalizem še najbolj pomemben, ker sem rekel, da bomo tudi v mladini povedali. Torej, mladostniki niso le pasivni prejemniki teh informacij, ampak tudi, glede, aktivno sodelujejo v tvorbi simbolnih vrednosti, se pravi klikanje, smeškoti, ne vem kaj vse, TikTok variante, ko so po 15 ur na TikToku dnevno, kar je že bolezensko, bodisi so ustvarjajo vsebine na socialnih omrežjih, takšne in drugačne, ali pa s prepoznavanjem novih trendov. O teh trendih smo nocoj govorili, ki jih potem med seboj si širijo in včasih pač pride generacijski propad, kjer ena generacija to razume, druga pa sploh ne ve, v čem je zadeva. In tukaj so akterji v procesu ustvarjanja vrednosti vedno potrošniki. Otroci kot potrošniki, kot izrabljene delnice. Pogosto so izpostavljeni manipulacijam, nadzoru strani velikih podjetij, zato jih dajmo zaščititi. In to je to. Jaz sem za ta večer povedal, kar sem imel za povedati, imam stvari še pripravljene, ampak naj si bo dovolj. Samo da vam informativno povem, od 69 slajdov, ki sem vam jih sedaj sporočil, sem jih pripravil 216.